vsi smo skupaj. Lepo, da ste nas počakali do zdaj. Torej, danes se bomo z vami pogovarjali pač ekipa teh filmskih večerov, Alex, Vinevid pa Eva. In bomo mogoče kar začeli s temi vprašanji, ki smo si jih nekako zastavili, na katera bomo poskušali mogoče tudi z vašo pomočjo odgovoriti. Torej, če mogoče začnemo. Torej, moji dragi pomočkari, zakaj smo izbrali ravno ta film za zaključek cikla filmov o Dvojini? Zaradi tega, ker smo imeli prejšnji mesec We Need to Talk About Kevin, ki je ena najbolj hardcore stvari, ki bomo verjetno kadarkoli imeli. In če bomo imeli še kdaj kakšno idejo za take težaške filme, napište nam, da ne. Mislim, se je super film. In druga stvar smo pred izpitnim obdobjem in je fajn gledati nekaj, kar ni, ne vem, David Lynch, in da si tako umjero, in da sta pač Jack Nicholson filma s fantastični glasovi igral. No. Ne vem, to je moje mnenje. To malo bolj formalna je, da v bistvu je pač neka dvojina, ki smo jo hoteli pogledati. Pač neka prijateljstvo, tujstvo, neka ta. Ampak je bolj to, kar je rekla Eva, da pač smo radi malo odklopati tudi mi iz vsega tega, da pač nekaj bolj umirjenega zbrali. Mogoče je bila res tudi ena bližnja, ki ni bila toliko ljubezenska, kot se je. Ja, pač ni bila ta... Nismo imeli nekaj ful tega, mislim, da pač te obične ljubezenske dvojine. Ampak je pa pač neka... Ja, se pač neka zanimiva dvojina. Mogoče film ni ravno najboljši, ali pa pač tisto, pač mogoče zgodba ni ravno najbolj izvirna. Ampak pač zanimiva dvojina je pa vsekakor. V bistvu boste vi prisostvovali k sestanku filmske sekcije, da še pa kaj, kako se kregamo. Če imate srečo, boste videli, kako se deremo na Devo, da naj bo tiho. Če imate srečo. Se ne deremo. Nikoli se ne deremo. Okej. Bomo preskočili, da vprašanje bomo prišparili za malo kasneje. Zdaj, v nekem dialogu omenjata pač Carter in Edward 5 stopenj žalovanja. Zdaj, mene zanima, če se vam zdi, če film prikaže teh vseh 5 stopenj, ali mogoče ostane na kakšni stopni, kakšno preskoči, glede na to, da mrtvi Carter pripoveduje cel film, bi lahko rekli tudi, da ostane vse skupaj na nekakšni stopni zanikanja, mogoče. Kaj mislite s tem? Da tvoja teorija zelo vse. Ne morem. Na začetku v tem dialogu, ko govorite, oziroma Edward omenja pač ravno stopnje zanikanja, na kateri naj bi bila. In nekako se razume, da naj bi na koncu filma pač sprejela svojo čudovito smrtno usodo, kakšne smo si deležni, ampak film nam seveda ne pokaže z teh 3, ki še ostajajo. Ampak pač nam samo preusmeri pozornost iz dejstva, da onega ne sprejemata svoje smrtnosti s tem, da nam prikazuje lepe slike piramid, gora, pa bogatih večerij, ki si jih večina ne bo mogla privoščiti. In pač, ja, to je bila moja teorija, I guess. To je pač teh 5 stopenj žalovanja, tako en tak pač po velik kliše, no, se ne zdi teh filmov. Ja, itak, ampak če ga že film predlaga, potem ga lahko vzeti. Ja, ne, pač tako, ker sem že... Mislim, ne vem, tak celoten ta film, mislim, da je problem nas, ker se s tem kvazi ubadamo s temi filmi in to, ne, kvazi. Da jemljamo filme kot neka stvar, to mislim, da to je neka inherentno komparativistična DNK zapisana zadeva, da moramo vse stvari analizirati, najditi podobe, vplive, biografije, ne vem koga, noter, mislim. Ne, ampak vseeno te morajo prepričati, pač ta film. Mislim, ta film me prepriča. 2 tipa, 2 stara porca, se dobita v bolnici, ima sta raka, ima sta
6 mesecev nekaj doživeti, ali sta pohajati in umreta. Kaj češ? Ja, pa kaj sem umreta. A ti imaš res vreta, pa. To je dobro, vprašaj. Ja, no pa vsaj Carter živi dalje in nas tolaži, da ta smrt ni tako tragična, kot je bila. In da tudi premaga, v bistvu, mislim. On se reinkarnira v Himalajo, v gora se reinkarnira. Ja, nekaj tako. Ja, to je ta ultimativna, ta nirvana stanje, ne, pa se sem še Ja, ampak on dejansko govori o tem, ko je bil na hribu in je slišal glas Boga in pol on govori na vrhu hriba. V bistvu morda polno svojo reinkarnacijsko kronje, ko je postal Bog, to bo ga odvedno napisati. Ne. Ne, resno, pa če sem tudi pogrešala malo kakšne pač depresije, jeze, pač kako malo Mislim, če si je vina. Če pač eno od teh stopenj je, tako že i... Ja, jeza, depresija, pol je tisto bargaining in pač... Ja. You tell me. Pač če greš na potovanje in se imaš ful lepo in ne vem, ti ne vem kaj poje, pač zraven in tvoj nješ kaviar, pač vseeno te stisne vmes, pač imaš, ne vem, neke momente, pač ko bi razbijal v hotelje ali ne vem, ali se tepil pač v nem tipu, po mojem, se imaš zamre. Pač če si res zavedaš, da imaš zamre. Mislim, jaz nimam, imam za umret. Ja, nimam Sorry, ki tebe gledam, ne nekdo drugi nekdo. Ti si svet, ja, usvedla. Dečki, no, tle, ta podladek na naš, dajmo se izpaziti, ne? Gledaj, z očin so kaj povedali. Se ste v sredini, da? Jaz sem pač izrazil svoje mnenje. Ker kot je bilo rečeno, ful ni veliko zapovedati o tem filmu. Ne si je vsaki si. Sam kaj pa, a ne bi, mislim, ko govorimo tako neki klišejskosti pri filmu, pa več teh nekih zadevah, a ne bi bilo, glede na to, da imamo že ful milijon filmov na temo tega kjera depra, ko ljudje umirajo, a ni pa glih to, da ne grejo čez to depro v tem filmu ali neki izven tega klišeja. Mogoče lahko gledamo iz tega vidika, ne, da je pač predstavljen na nek drug način, da se mogoče majčkeno drugače vsem soočita s to smrtjo, pa pač s dojemanjem tega. Ne, se to drugačno soočanje pač itak, ampak eno je, da se drugače soočaš, eno je pa, da se pač ne soočaš. In mogoče je pač to, no, kako to minajo. Ona dva, kar mi vidimo, se sploh nimata tega trenutka, da bi se pač... Pač lahko razumeš tako, Ja, mislim, jaz pač ne rečem, da bi mogel biti cel film tako neka pač depra, oh my god, I'm gonna die, zdaj imam še 6 mesecev YOLO ali nekaj. Ampak... Mislim, še ko sta v bolnici se praktično ne pogovarjate o tej bolezni, to je pač... Ja. Pač nimate tega trenutka. Film razveš, se veš, da boste umrla, ampak nikjer ni pa nekega globokega naloga ali pa dialoga, karkoli o sami pač bolezni, sami situaciji, v kateri sta trenutno. Pač ves ostali čas film naredi vse, da se ne bi preveč osredotočil na dejstvo, da je neizogibno, da pač ona bo na koncu umreta. Mislim, zakaj bi pomogla ona dva preboleti svojo smrt, če pač ona dva umreta? Ja, to tudi da. Se to je pač način. Se pač ona dva imata cel film, pač to, kot je vid rekel, pač in film in ona dva se pač probata pozabiti na dejstvo nekako, da pač umirata. Se reči, okej, pač umirava, dajmo pač si vzeti nekaj časa za naju, ampak hkrati je to način, da pač pozabita, da umirata, ne, pač. Ker on tudi na neki točki reče, da pač ja, kaj bom pa doma, ko mi bodo pač vsi okoli okali in jih bom mogel jaz tolažiti njih. Sam še zmer nimata nobenega trenutka, da sta ona dva, ne vem, ali sama, vsak sam, ali pač oba skupaj, da pač en trenutek, da bi pač malo pomislila o tem smrti in ne se to pač... Vse to pač je dejansko pač... Nimata verjetno časa, da bi se zares premislila o smrti. Sam, če bi bila jaz na njenem mestu, da to naredila. Pač mislim, ne vem, pol ne bi prebolevala svoje. Se to pač odvisno do sebe. Problem, samo pač film reče, da se bomo soočili z njeno smrti in pa se pač izogibamo njeni smrti. Pač
Lahko bi bil to film o izogibanju smrti, samo pač to ni film o izogibanju smrti. Vsaj jaz ga nisem gledal tako. Pa pač... Ta film je film pač o življenju v bistvu. In o opcijah, ki ste jih imela glede na časovno omejenost. Pač ona bi lahko karkoli takrat počela, ne lahko bi frla sapo. Sam pač ste se odločili, da boste naredili ta bucket list, ne, da ga boste poskušali izpolniti in imeti še neki od teh par mesecev, ki ste jih imela na voljo. Ne. Zdaj pač, to je mislim, da nekaj itak inherentno človeška stvar, ne, da ves čas nekaj počnemo, ne, ves čas se v bistvu zaposlujemo s stvarmi, življenjem, ljudje grejo mimo nas, mi gremo mimo drugih in kar nekaj, če pride do nekih takih šokantnih stvari, kot je pač nenadno zavedanje, da boš umrl in da veš praktično kdaj, ne? Kaj bom pa zdaj s tem časom, ne? Mislim, ona boste se odločila, da boste pač nekam šla. In mislim, da to je nekaj inherentno človeškega in da je ta film pač tudi zaradi tega tako ful človeški, prijetno človeški. Mogoče je res bolj, ko smrt pač postavi pod vprašanje njeno življenje, pač tako, kaj sta dela, mislim. Mislim, se to bo zvenelo spet ful klišejsko, ne, ampak konec konca je največje soočanje s smrtjo to, da se soočiš z življenjem oziroma da nekaj počneš z življenjem, ki ga imaš. Mislim, to je ful nek tak ultimativno poetski klišej, ampak ne, saj ta film ne rabi zdaj neke filozofije, Bog je mrtev in podobne, pač briga ga. Je Morgan Freeman umre, tako technically. Bog je mrtev. Sam se tudi neko poprečne življenje poprečnega človeka ne zahteva neke velike filozofije in se ne ukvarja s tem, da je pač Bog mrtev in nekaj. Pač v filmih vedno pričakujemo, da so pač liki noter razdelani, ne vem, ful intelektualno nekaj. Ja, ker smo filmski snobi. Pa da bojo pa zdaj oni razmišljali o življenju, kada so Nietzsche in Heidegger in Lacan v enem, ne? Pač scenaristi, pač ne gre za like, liki lahko pač delajo, kar hočejo, razmišljati o tem, tisti, ki morajo razmišljati o tem, so bogovi filma, se pravi scenaristi in režiser, ki pač delajo film, zdaj po mojem. Ne, mislim, liki pač mislijo, kar jim da scenarij zamisliti, ne? In pač liki ne rabijo razmišljati o teh starih, liki živijo, samo pač živijo, kakor so si neki ljudje zamislili, da bodo živeli. Ja, se te ljudje so se mogoče zamislili, fakt, da se jaz skregam z vami. Te ljudje so se pač mogoče zamislili to na tak način, da pač hočejo nekoga, ki noče prefilozofirati svojega življenja in svoje smrti in vsega tega. Mislim pač, ne vem, evo, čisto konkreten primer, moja soseda, tam kjer živim, je gospa v svojih poznih 50 letih, ki je 4 leta nazaj izvedela, da ima raka. Ok, bila je na kemoterapiji prvič, so rekli, da je cool, bila je na kemoterapiji drugič, ko se je rak ponovil, so rekli, da je cool, zdaj je že tretjič ta rak tukaj, ne. Ampak njo, ko vprašaš, ali tako, jaz sploh ne vem, kaj oni meni govorijo. Ona živi svoj life naprej, res se ne ukvarja s tem, da je bolna, ne ukvarja se s tem, da lahko umre tako jutr, da je v bistvu dala čez že ne vem, kjer je vse, da že zadnjih 6 let nima ne las, ne ničesar. Ona pa zelo svojo rutico zavezano, sploh ne ve, zakaj se v njenem življenju gre. Ona še naprej hodi na tržnico in še naprej okopava nek vrtiček in carta svoje mačke in gre polet na Krk na morje. Pač ona, njej ta bolezen life ni spremenila tokne, pač njenega razmišljanja o življenju. Ona se s tem pač ne ukvarja, ne. Mogoče se tudi ta dva lika, so pač tudi scenaristi ali pa kdorkoli hotel prikazati pač nekega človeka, ki se s tem pač ne ukvarja. In ko mu nekdo reče, balansi, umrl boš, ni tako, fuck, moja eksistenca, zdaj moram razmisliti vse, kar v življenju nisem, ampak je pač tako, da gremo narediti bucket list. Jaz sem v tvojem taboru. Jaz pa mislim, da pač je da so to vprašanja, s katerimi se prelesne slehari človek pač ja, pa hoče ti. Gre se za to, kako se ti predstavlja zunanjemu svetu in tudi ti mogoče pač ta gospa ali pa pač ona se predstavljata svetu skozi to, ne? Kar se v neki določeni glavi dogaja, pa itak nikoli ne boš vedel in pač v vsakem slehernem trenutku življenja ali pa mislim, delu dneva, kakorkoli človek ne počne čist ničesar drugega, kot da se igra neko igro, predstavo, ne? Ker nobenemu se pač prvič zares redko komu se odpreš, mislim,
mogoče res najboljšemu prijatelju, da te res najbolj spoznam, ampak dejansko te pa nikoli, ne more noben spoznati, zaradi tega, ker vedno si v neki vlogi. Ko si v vlogi do najboljšega prijatelja, nisi ti, ampak si najboljši prijatelj. Ko si pač sin, nisi ti, ampak si sin, ali pa hčer, karkoli. In ravno zaradi tega je pač, mislim... Samo pa misliš, da lahko sploh sam sebe poznaš? Ali pač nekdo, ki te mogoče vidi v večjih vlogah tvojih življenjskih iz teh vlog, to je pa drugo vprašanje, na katerega pa pač... Pač mogoče ti sam sebe potem še najslabš poznaš. Ja, dosti v življenju se zgodi, da nekoga srečaš, pa ti povejo tebi več, kot samo sebi veš. Pa si tako, fakt, sam res. Pa pač so neke stvari, ki jih ne opaziš. Zdi, da pač ta film, ampak to je lahko zdaj samo moje gledanje, da pač ta film ima v premisi to, da je ta bolezen za ta velika ena absolutno eksistencialen pretres in da pač zdaj mi gledamo njeno soočenje s tem. Pač, ja, lahko imamo ljudi, ki jim bolezen ne spremeni ničesar, ampak pač jaz tega v teh dveh likih v tem filmu ne vidim kot ničesar, kar so ustvarjalci filma želeli pokazati. Pač lahko pa, da se kdo, ki je tudi gledal ta film, s tem mnenjem ne bo strinjal. Kako politično korektno. Vse svoj. Ne, pač to je nekako res, ker če bi se ona dva na to smer gledala, pač skopo ta tvoja seda, ker pač se lepo in prav, pač filma ne bi, mislim, pa ne bi se nekako pač lotila vsega tega reševati. Na koncu pač neka sprememba načeloma naj bi bila, ne, pač. Kar nas tudi privede do naslednjega vprašanja. Kdo je pač v tem filmu dejansko odrešen? Če je sploh kdo odrešen? Pač Carter, Edward. Kdo mogoče potrebuje odrešitev? Če film prinaša odrešitev. Ko nekako pač na koncu če očemo ne vsem smo nekako pomirjeni, sprijaznjeni do smrtjo. Mislim, ta film prodaja to pravljico, o tem, da bomo vsi pokopani na taki točki s fulepenim razredom, ki ga itak ne bomo videli. Mislim, to zgodba o rešitvi tukaj sploh ne vem, koliko je bistvena. Ne, mislim, ne odrešitev tako po smrti, ampak... Mislim, nam gledalcem nam je fajn, ona dva se ima s filmom. Ja, ampak pač ta bucket list, to, da sta ona dva šla na... To, da sta se spoznala, da sta šla pač na to dogodivščino. Če imajo to prinesla nekakšno rešitev, se mi da bi to v tem smislu bilo. Pač, da sta drug drugega, se on tudi reče, mislim, na eni točki, da so drug drugega sta vsi prinesla in obžovati pač tako v življenju, da se vsem. Mislim, ja, seveda, pač sej to konc koncev tudi namen filma, da neka inherentna sprememba v času krize prinese neko zadovoljstvo ali pa srečo v tem dvem likom. Ja, če v tem smislu odrešena verjetno stane. Carter je pobraten s svojo ženo in umre skoraj srečen, pač ni zadnji seks, ampak ajde. Edward pa se, ne samo da se pač, saj nakazano je tako, ne samo da se pač pobota z črko, ampak tudi spozna neko vnukino, za katero ni vedel. Tako da, mislim, ja, absolutno. Ja, happy ending, pač mislim, koliko je lahko potem njivna neizogibna smrt happy, ne? Ampak mislim, da njih dveh je super, za ostale upleteno v to zgodbo, pa pitej Boga. Pač tista žena od Carter je tako izbiga obila na licu mesta, pač tako nikam ne vzeti. To je zato, ker si egoist, kar je pa te logično. Snima vez. Ja, se je stara, pač boli jih pa tako, kaj pismo. Ja. Ne me tako gledati, lahko kaj poveš. Ja, če me postavljaš smeri, kako če kaj povedati. Go for it, my friend. Ne, jaz sem pač hotel samo to, če se vrnemo iz egoistične Landije na spet na zadnje vprašanje, da v bistvu mogoče sta pač na neki strani, kar si mogoče ti hotela od nas slišati, da se eden drugega, kar smo lih kar zdaj 5 minut in več debatirali, na nek način se eden drugega odrešite na ta način, da pač oba hkrati, ko sta na potovanju, pozabita na bolezen. Ne, pač
kar je neke vrste odrešitev, če tako pogledamo. Ne glede, kaj si pač bolj vsem tem mislimo, kar smo do zdaj povedali. Je pa pač bila odrešitev za njiju dva, da pač nista to pomislila, da nista mogla tolažiti tiste okoljnih karte, kar pač to v njih nima, ampak še zmer pač je bila neka vrsta odrešitev. Pol pač ta oba umrla, kot je bilo logično z začetka, da bodo, kot pač ne. A je možno, da se skozi film v bistvu odreši gledalec? Možno. Ki ga gleda in je potem pač sam gledalec pomirjen s to smrtjo, kao, fakt se lahko lepo. Čeprav, ne vem če, you need the money for this. Malo ti pač ponovno do katarze. Pač mogoče ja, mogoče malo to hoče, ampak ne vem, če ravno uspel tam. Mislim, da se pomiriš z nečem, ne? Pač. Kako to misliš, da pač, da je možno zadnje mesece gledalec to gledaš in še tako, nice. Da se to narediti, vedno ima mogoče neko opcijo. Ja, če slučajno spoznaš nekega bogata v bolnici. Pa lej, jolo. Pa nekega sugar daddyja se zviša. Sugar daddy je slab, vse najme. Vse je to, ne? Pa pol lahko to narediš. Vse mogoče pa pač niste šla na college, pa ste šparala celo. Pravke perspektive, pa te fore pa sebe furala live do konca. Kaj ti pa izobrazba, če lahko piješ kopil vak, pa vse to, ne? Ne, mislim, da je mogoče tako, sam tebe, ko gledaš, nek film, dobiš tisto tako mini odrešenje sam v sebi in si tako, se vem, da to ni mogoče, ampak tudi, mislim, tudi, ko gledaš Pretty Woman, si na koncu vesel, da je ona izjemno modržka. Da ste se lepo pogovarjali na Pretty Woman. Do tega še pridemo. Mislim, a veš, razumete, kaj mislim, pač... Ja, ne, se ja. Jaz ne poznam prav veliko primerov, da bi pač nekdo pobral neko prostitutko tam, pa je pač pelo tako, ajde. Pej tako zdaj full crazy shopping, pa živi v mojem hotelu, pa se pa plis poroči z mano. Ne vem, zaljubljen sem vate ali nekaj. Mislim, ni to glih neka taka zgodba, ki bi bila lahko res. Ampak lahko pa bi mogoče v nekem usporednem. Ja, se ta tudi pač lahko mogoče bi prišlo do kaj takega. In ti kot gledalec, ko to gledaš, si pač valjda ful pomirjen in si misliš, ko fakt, če better mojem life, da prostitutka, mogoče si najde en ta model. Odpelje me v limuzini nekam. Režiserja gledališča. Owen Wilson. Ki je varo ženo z eno prostitutko, pa je pa spremenil life s tem, da je rekel, ne gre v šolo in potem hodila igralka pristati in potem ona prišla na set, kjer je on režiral. Neki ta zgledal, 120, ki sem gledal. Čekaj, zdaj koga? Da, se vrne, ta česka Eva se malo vrne. Ok, dve prijatelji. Kdor, kaj je za vas prijatelji? Sta ona dva na koncu pa... Postanete ona dva sploh prijatelja, imate vse, kar je potrebno za biti pravi prijatelj. Kdo je pravi prijatelj? Če mi lahko definiraš, kaj pomeni pravi prijatelj, te mu odgovorim. Ja, to te sprašuješ. To je odvisno, po mojem... Ja, jaz ne vem. Po mojem odvisno od sebe do sebe, kaj ti vsakemu pomeni, pač, da je nekdo do tebe, oziroma ti do njega pravi prijatelj. Po mojem, ona dva pač... V pomenu besede pravi prijatelj, kot jaz razumem, ona dva to nista. Sta pač kolega, prijatelja, ampak ravno zdaj najboljša prijatelja, pa pač prava, najboljša, there is a difference, pa... ampak pač ona sta prijatelja, sta kolega, pač si delita in zadnji del življenja skupaj. Na nek način si spremenita življenje drugemu, pač vsaj Carter, ta bogatemu, ko sem pozabil, kako se imenuje v tem trenutku, Edward. Pač vsaj on, kot pač tudi na pogrebu to reče, da pač so bili njegovi najboljša meseci v življenju. Mogoče on njega vidi kot najboljšega prijatelja po smrti njegovi. Ja. Ker pač skoraj verjetno celo njegovem življenju pač ni imel drugega razen tega pač asistenta, ki ga pač ni bil, oziroma pač zajebaval v glavo. Ki je, by the way, the gay guy is Will and Grace, pač ko sem zagledala jaz njegov face in tako, please, pač jaz ga ne... Eva, on ni naredil samo to, no. Ja, vem, jaz ga vidim pač ta, the gay friend. Ja, pa Kita boš videla kot Jon Snowa, dokler boš živa. Verjetno, ja, In smo prišli na Game of Thrones. Kot pač vsakega
Nek pač lik, ki se ga spomnim za celo življenje. Ja, pač Morgan Freeman je Bob. Ja, exactly. Jack Nicholson je hudič. Ja. In ta je the gay guy from Will and Grace. Chill. Yeah. Why not make a movie out of it? They did. Funny. Torej, oba smo nekako ugotovili, sta predstavnika ameriških sanj, s tem, da Edward pač s tem, ko je pač sledil svojemu poklicu, mislim, to svojo kariero izpolnjeval, rekel, da je bil predvsem svojo službo in bil seveda zelo uspešen. Carter pa tako, da je pač se vlagal v svojo družino, je pač se za druge naredil, da so potem lahko njegovi otroci dosegli pač te uspešne ameriške sanje. Zdaj, mogoče postavlja ta film pod vprašaj prav to, kaj je stalno teh ameriških sanj, ko enkrat zboleš in pač se znajdeš tako nekako na dnu, pač sam v tej bolnici, ker pač če imaš družino, se počutiš sam, če nimaš, mislim, tako. Postavlja pod vprašaj ameriške sanje ali jih mogoče samo dopolnjuje z bucket listu? Ja, meni se zdi, da definitivno sta ona dva razočarana vsak s svojim življenjem, ki sta ga pač preživela po teh načelih in naredila vse tako, kot je treba, dosegla vse, kar sta lahko in zdaj sta se pač znašla tukaj v tej bolnišnici proti svoji volji in ugotovila, da nič od tega, kar sta mislila, da pač morate početi v življenju, nista dejansko hotela početi in da jo ni naredilo pripravljena na soočenje smrti, kakorkoli. In na koncu potem film predlaga rešitev, zato pač preden boš umrl, živi ta zadnji dan, kakor ga moraš po svojih sanjah, s tem pač tudi pokaže, ne vem pač, da menimo, ne da mislim, ta prvi bucket list, ki ga dela samo Carter, je pač dosti bolj skromen in pač on ne bi mogel dejansko izživeti vseh svojih sanj brez tega bogataša, ki ga pa pač izkoristi po svoje za svojega edinega prijatelja, čeprav pač mislim, izkoristi malo grdo reč, glede na to, da sta očitno oba zadovoljna. Ampak pač v bistvu še vedno je potreben ta njun predhodni nezadovoljni del življenja, da si lahko omogočita ta zadnji mesec, namesto da bi pač živela prejšnje življenje, sta vse življenje šparala, da potem, ko sta zbolila za rakom, gresta gledati piramide, recimo. V bistvu sta si prihranila življenje. Mislim, je neka nadgradnja ameriških sanj, samo ne vem koliko učinkovito. Jaz samo govarjam na to. Pač, ne vem, ti si to zdaj ful depresivno predstavil, kao ful sta bila nezadovoljna, dokler nista tega bucket lista naredila. Ne vem, pač, kakor sta se ona dva tam pogovarjala, v bistvu nista toliko nezadovoljna. Seveda je pač on rekel, ja, pač sem se odpovedal izobrazbi, da sem otroke gor spravil, ampak je še vedno živel neko življenje, ki pač mu je bilo všeč. Še vedno je imel 3 otroke, ki jih ima rad, ki pač jih je videl odrasti, še vedno je imel ženo, ki je imel rad, čeprav se pač tam nekaj vmes malo pritožuje čez to. On ta drug, ja, okej, je imel 3-4 propadle zakone, ampak pač še vedno je imel nekaj, kar je rad delal, kot je rekel, pač je užival v tem, kar je delal. Služba mu je bila nekaj, v čemer je užival. In pač meni se ne zdi, da sta glih od teh 3 mesecih ali nekaj tega. Bila kao, ja, zdaj okej, zdaj bomo imela pa življenje, ko ga nikoli nismo imela. Pač, ker recimo Edward je že prej potoval pa imel vse, ne? Pač Carter, ja, pač sej je videl stvari, ampak še vedno se mi zdi, da tista najbolj pomembna stvar, ki jo tu izpostavi, to, da sta pač ona skupaj šla čez to, ne vem, pač je malo klišejsko in vse, ampak pač je ta prijateljski odnos izpostavljen tukaj. Pač on je dobil prijatelja, ki ga nikoli ni imel, on je pa pač tudi imel prijatelja,
Pač, lejš, imela se druga, da sta šla čez to zadnjo pot, predno mreta. Ja, pač, ja, je klišejsko, je pač ameriški film, pač. Ja, sej pač to ni bila moja... Ampak ne, ta depresivnost, ki tudi nisem hotel reči, da sta bila tako indirektno nezadovoljna z svojim življenjem, samo da je obema v življenju, oziroma film nam predstavlja, da je obema v življenju manjkal nek bistven del, ki sta ga uresničila ravno s tem bucket listom. No, ampak bistven del, zato da gre skakati s padalom, je bistveno. Pač, mislim, po mojem ni bil ravno bistven del, ampak oba sta se nečemu odpovedala, da sta prišla do svojih sanj, v narekovajih. Pač. On se je odpovedal družinam in da pač, ker je bil poročen službo, to on se pa odpovedal faksu, zato da je pač, ker je mogel družino pač. Ja, meni se zdi, da je ker je bil pač, se pač jaz strinjam tudi z njima, da pač ni to zdaj, da sta se pač, da mi je bilo slabo v življenju zaradi tega. No, pač v redu mi je bilo, pač to se morala odločiti, kot se pač vsako življenje za vse odloči. Pač ona da se tako, ampak niste imela, po mojem mnenju, pač slabe vesti zaradi tega, no nekako. Mislim, pač gre bolj ne pustite glas. Možda sem še dokončati, da pač je bucket bolj nekako zdaj pa res mislim, veva, da bo umrla, načet se nama ni treba truditi za karkoli zdaj greva, ne, pač eno se ni treba za službo, drugmu pa pač, okej, sej nekaj je ustvaril, ne, otroci bodo živeli naprej, so preskrbljeni, zdaj se lahko sprostiva v narekovajih. Jaz sem bolj to tako dojela, ne kot zapolnimo lukne v življenju. Ja, no, to. Se mi da vse imajo pač predvsem velika razlika med tem, kako pač nam hoče pokazati Carterjevo življenje, da pač imel družino na prvem mestu in pač od Edwarda, ker na koncu Carter pač se vrne k svoji družini, pač vidi, da, mislim, pač je bilo to, se vrne nazaj, tako pač nima in umre nekako pomirno, medtem ko pač Edward pa spremeni svoje življenje in spet najde družino. Pač ko nekako postavi pač družino nad službo, kot to, kar ti pač hoče nekako prodati film, kot neko idejo pač za družina pomembnejša, ampak vseeno si pa moraš pač tudi, ne smeš pozabiti čisto nas in pač moraš tudi nekako te svoje ambicije, mislim pač ne, oziroma neke želje pač zadovoljiti in potem to vse skupaj pač proda kot nek, mislim, tako super paket, pač da lahko prišli do konca tako brez nekaj obžalovanja. Mislim, vse v teoriji pač itak, da stoji, da drži, mislim, tako pač za večino ljudi, mislim, to pač nek način življenja, ampak kar po mojem temu filmu pač svali je, da prikazuje pač to teorijo, kako naj bi bilo, ne pa kako je pač to v praksi in pač kaj mislim, tako pač je, v bistvu, mislim, je pravljica nas, je pač mogoče niti ni tako narobe in jo preveč, ne vem, preveč napadamo, ampak... Sam sebi perkrat ne obstaja. Kot se bi mogli gledati, to se morali gledati tako malo. Mislim, pač kljub vsemu je to neka fikcija, ne? Sej tudi Game of Thrones, ne? Čeprav zdaj bi se cele teorije, po kjerih vladarih in to. Ne začete, da bi prosim. Načeloma pač ne obstaja. Mislim, da se to so vse neke fikcijske zadeve, ki bi pač v nekem usporednem vesolju ali pa mogoče celo v naši zemljici na neki način lahko bile. Pa zdijo se nam čisto vidne zavijajce, če mi tako grdo. Pač lahko bi bile, ne? On je naš radni hejter, pač to ni dobro. Da, pač ne vem, mislim, meni se... On ima logika hejterja, filozofa, taka bi ga bolj res tega. Pač mora držati to vlogo. Vse je ne, je pa valjda pač prodajo neke družinske vrednote, ne. Sem se cela nasplošno Amerika sloni na teh družinskih vrednotah, pogojenim s trdim delom in neki, ne. To je pač nasplošno neka filozofija časa, v katerem živimo, hkrati pa pač zavračamo drugačne družine kot nuklearno, ne. Ampak ves cajt pa nekako silimo k temu družina, to je najvišja vrednota, ne. Pač, ne vem, mislim, vseeno se mi zdi, da pač to, kar je Lara rekla, da bucket list, da je pač to nekaj, kar da še neko piko na injunem življenju ali nekaj, ne. Pač se vsi imamo nekaj tazga, ker smo tako, enkrat bom to. Pa pač sej to ne pomeni, da zdaj dela naše življenje ful klišejsko ali pa da smo zato v življenju ful nesrečni.
če si pač nekaj želimo. Mogoče je nas glih to, da si nekaj v življenju še želimo delati srečne. Mogoče pa če bi ona prišla do tega svojega konca, ki bi jo vprašal, kaj si pa želiš, pa ne bi imela ničesar, kaj bi lahko dala na svoj bucket list. Me bi se to zdaj ful bolj pomilovanja vredno pri človeku kot to, da pač si na koncu svojega življenja imaš še vedno ful enih stvari. To se mi zdi pač neka ful velika slabo življenju, kljub vsemu, ne? Da si nekaj dosegel, da si najdeš vedno še nek nov cilj. Ker se mi zdi, da če imaš pa pač sam en cilj, pa si pa baš tako kaj prišel od tega. Ali kako, mislim, mene bolj ta bucket list na to, da si postavljate neke nove stvari. Ja. Pa v bistvu potem... Nista toliko, mislim, star na koncu svojega življenja, pač bolezen. Ja, okej, pač si... Mislim, tudi če začnemo pri tem, Carterjev prvotni bucket list je dokaj pač klišejski, ne. See something majestic. Cel bucket list je totalno klišejski. Film je poln takih stvari, ampak... Ja, vada da je sam. Ne, ampak ne, to pač bucket list kot taki ni nekaj klišejskega, vada da ne. Začne se pa kot neki... Sam jaz bi tudi videla v življenju piramide. Ja, dobro, to bi vsak, ampak bi napisali mogoče videla bi piramide, ne see something majestic. Ne, sej, piramide sta mi, ampak da gremo gledati piramide. Ja, ne se vse. Mount Everest je bil. A ja, majestic je bila Himalaja, ja. It's fine. Redda je. Mislim, ja, vsi imamo bucket liste, nihče od nas jih ne bo resničil. To tudi ful ni važno. Ful ni važno, da nekaj klišejski ali ne. Pač tudi klišeji so čisto fajn. Se nihče ni rekel, da pač so nekaj slabega. Ja, ne vem. Ne vem, zakaj bi jih To si ti listike, braniti, če jih kdo ne pada. A jih kdo ne pada. Kako je briga? Kaj je... Mogoče... Čeprav ste toliko povedali, da smo na kaj nas vprašam. Zakaj? Ker imamo kar na veliko redu. Delate na vprašanje, ali film komu ni bil všeč. Je že jasen odgovor, da je pač to vid, ne? Ne, vi imate problem s tem filmom. Ja, pač ga imate. Mislim, isti problem imajo s tem filmom, kot z Justinom Bieberjem, ne? Ni dost cool za družbo, v kateri se gibljajo. Ali kako bi temu rekli, ne? Pač, mislim, film pač kot film. Fin je, moje mame bi ful všeč. Film kot film, ko rabiš pač en večer malo od knopa, ampak nočeš neko pač ameriško pito gledati. Fak, zakaj ne? Ko rabiš tak večer, da nočeš to gledati. Ampak rabiš nekaj bolj easy za gledati. Je to pač čez gledljiv film. Ampak ne vse to. To fajn film. Mislim pač, kar je tukaj recimo, kar bi jaz tukaj dala, obrnimo se k starim Grkom. Spomnimo se njihovih tragedij na vsega. Ne, oni so imeli cikl sestavljen iz 3 tragedij, je komedija na koncu, da se razvedriš, ne? Pač to se mi zdi, da smo bil lahko pri starih Grkih na koncu. To je bil totalno namero, da se navežemo na stare Grke, da gledaš nekega Kevina, pa gledaš neke te stvari, ki si pač tako, fak, ne? Pa rabaš vsake toliko tudi en tak filmček, ki si pa tako, lepo, ful je nice, pač zadovoljen sem, potočila sem svojih 350 solz in ne bom razmišljala nadaljne 3 mesece o tem, fuck, kaj če bom rodila otroka, ki me bo to tamo hejtal in bo pa bolt kot celo šola. Pač res najdi tega, kontracepcija, kje si, pač neki, mislim, pač, ali kaj, je pač čist nice filmček, pač čist lahko pogledaš. Ne vem, ne zdi se mi vreden, mislim, da bi ga bilo treba toliko obsojati ali pa nekaj, tudi če je pač mečkam bolj klišejski. To so pač te luške nasredi. To je tako, vsake toliko moraš iti pač umekano. Da moramo mi tukaj govoriti po ure o nečem. Ja pa lej, razlagam ti klele pol ure, da sploh jaz sem pač hvala, ampak ne vse, zaradi česar se mi tukaj zdaj prepiramo, tako da lahko gremo do drugih. Torej, zdaj bomo pač pokomentirali malo celotno našo sezono, celotni ta cikel.
Torej, predvsem za vprašanje za najstarejše člane. Zakaj smo se odločili za Temno dolino? Če se vam da odgovoriti, oziroma mogoče gremo kar na to. Res je, več časa sta v društvu in sta bila to prejšnje poletje, nas ni bilo. Torej, zakaj ste se odločili za Temno dolino? Mogoče kakšne vrste dvojine ste iskali, kakšne vrste dvojine smo našli? Okay. Sem to še ne pomeni, da ne boš ti dobila vprašanje o filmih, vaš. Ja. Letos smo pač, mogoče ne vem, če veste, lani smo imeli cikl, krajši, o človeku nekako v razkolu, v revoluciji, človek v revoluciji, nekaj takega. In smo si rekli, da mogoče we are going too deep. In da bi rabili malo nekaj bolj lahkotnega, neko pač bolj easy tematiko, nam ni sicer najbolj ratalo, ker smo potem dodali take ne-easy filme, ampak to bi prvotni cilj. Da v bistvu dvojina kot taka, če pač vzameš nekaj čisto lahkotnega, čisto nekaj zabavnega, zanimivega, ampak pol smo pač se videli, kaki smo in veste, pol kateri filmi so ven prišli, ne, iz tega. Super filmi, ampak lahkoten je bil sam ta. Prvoten plan je bil, da pač nekaj bolj lahkotnega, ampak potem smo se rekli, smo pač taki kot smo, dajmo pač dati filme in smo jih potem zbrali. Do tega še pridemo, kako smo to zbirali verjetno. Naj povem, da smo pač med tem zbiranjem, prvoten plan je bil 6 filmskih večerov, ampak ker pol nismo zbrali iz 7 filmov zbrati 6, smo se vljudno preroko ušturili še maja meseca, oziroma še novembra, tako da jih je poleg iz 6 je rabilo 7. Tako da to je pač ta tehnikalija zabavna, ker pač mi se ne znamo odločiti, ne znamo jih zbirati. Tako da ja. Ne znamo jih zbirati, tako pač ful, da bi ga slave zbirati. Ne, pač ne znamo se odločiti, katere filme bi gledali, ker jih gledamo preveč, jih poznamo pač. There is something called IMDb in internet, ne, in potem sem rekel, oh my god, kaj če bi tega gledali? In potem to rečeš Evi, ne, in potem ti 2 meseca pač, 2 meseca ti ful gika nad tem filmom in pač pol ga moraš dati noter. Ker pač pol nimaš miru, da pač. Zato imate pa dober program. Ne, saj se hecam, saj se pač malo zabavamo zelo. Ampak ja, no. Ne. A si to hotela slišati? Ne. Gremo mogoče na to, kar si že skoraj povedal. Teri filmi so v procesu izpadli, ko ste izbirali in bi jih mogoče vseeno pripravili. No, proces izbiranja bi rad pač sam... Ga bom jaz razložil, ker je pač eurovizijski. Ja, pač mi se gremo malo filmsko eurovizijo, ko to zbiramo in pač naberemo milijon filmov, seznam in si damo par nekaj časa, da pač dajte pogledati filme, brskati kakor česte in pol dajte glasovati za njih. Imamo točkovanje od, ne vem, od koliko do 10, mislim, da od 5 do 10. Ja, mislim, enim smo dali tudi 1, to so bili polovni filmi. A ja smo jim, ker jih nimam, poročilo sem jih že brisal. Ok, od 1 do 10, tam da 6 filmom, oziroma 5 filmom moramo dati 10 točk. In ti so tistih 5, ki jih mi hočemo. Učita se. Ja, pišta si zapiske za poletje. Pač to tako mi zberemo, ampak potem, ker so pač letos prišli filmi pač v top 10, ala Whiplash, Blue is the Warmest Color in taki, smo jih pač smo mogli malo brisati jih ven. Ker pač Whiplash je lihkar bil v kinu, Blue is the Warmest Color isto in pač Blue is the Warmest Color je full dog in pač bi bil do 2 zjutraj. Tako da pač mogoče ne bi bilo ravno najboljše. In pač potem gremo dol po seznamu oziroma po pač top. Ja, malo novi smo. To je zabavno, pač to se ponavadi pri meni, zadnji smo bili pri meni na Trubarjevi 6 ur. Smo to delali program. Boljše kot 2 leti. Prvič, ko smo pač to program delali, smo bili tam 8 ur. Če ne še kaj več, ampak ja. No, če se vrnemo k temu, sorry. Katere filmi so, jaz bi 2 pač gledal. Eden, ki je bil planiran do zadnjega v programu, smo ga potem mogli črtati. In to je bil The New Girlfriend od Ozona. Ker sem jaz zagledala plakat od kinodvora pred drama in sem se zagledala in ti poslali, smo bili tako, ok.
Ne, odgovor je bil všeč, ampak ja. In pač potem, kar je bil ravno v kinu v istem obdobju, kot ga bi mi tukaj imeli, smo ga mogli malo črtati. In smo se pa potem odločili za vikend. Pa dajte gledati ta film, to je res dober film. Malo ima dvojine, malo ima trans, pač tematike, pa je i tako zon, pač ne vem, je fajn. Drugi film, ki ga pa jaz mogoče predlagal, je pa Stalker. Ne spomnim se točnega leta, igra pa Nicole Kidman. V enih od tistih filmov, kjer dobro igra. Pač, ne vem, pač verjetno veste, da ona ali igra za NK, ali pač igra dobro. V tem filmu igra dobro. Tako da pač to je ful dober film. V bistvu, pač je neka družina, spet smo spet v družini, ne, pač ameriški film. Ampak je malo pokvarjena družina, ker je pač stric bil oddaljen, pol je pač nek psiho. Matthew Goody in tamale je pa Mia, ni Vatišovska. Ni Vatišovska, neka druga, neka random. In pač pol je ta mal stric mal psiho in gesto se izkazi, da je tudi nečakinja mal psiho. In malo tak ta prizor pri pianini, ki je... Poglejte film, sorry, pač ne bom nič speval, poglejte film. Jaz bi te dva predlagal, ne vem, ali ima Eva še kakega drugega? Mislim, jaz imam enega, ker v bistvu ne vem, če je bil sploh na kakšnih seznamih, ampak sem se nekaj spomnila, ker so ga predvajali na, mislim, da TVU 1000, ker je tam od Amisa, totalno not endorsed. In sicer Dead Man Walking, iz leta, mislim, na 95, Susan Sarandon in Sean Penn, ker je zgodba o tej v bistvu sister Nuni, ki poskuša na nek način, da bi se Sean Penn, ki igra morilca, ki je pač pred smrtno smrtitvijo, da bi se v bistvu pokasal njej. In je v bistvu super film, mislim, v dvojini, ker sta v bistvu ona dva, ki se pogovarjata in ona njega, ki prepričuje in on, ki je tako malo psiho. In je cool film in zdaj bi dodala še mogoče The Green Line. Mislim, da je The Green Line, ta s Tom Hanksom in tem huge tipom, ki je pa 50 let nazaj moral. To so neki taki malo starejšega datuma filmi. The Green Mile, ne The Green Line, The Green Mile, hvala. To so recimo taki malo bolj težko kategoriki filmi. Oboje je Dead Man Walking tematika. Mogoče eno guilty pleasure, Thelma and Louise. Thelma and Louise, guilty pleasure. Pač guilty pleasure, ko rabite malo odklopa. Ali pa Pretty Woman, tudi super stvar. Nas pa vidva kakšne predloge, tako dvojinske ti ništa. A hočeš zblok? Pa se to imamo zdaj verjetno, ne, pač še kakaj druga. A pa kakšna Lolita, pač to Kubricka recimo bi tudi pasala, ne. Mislim, filmov je ogromno na to temo, sploh ker dvojina je nek taka univerzalna stvar, s katero se vsi ukvarjamo, ne v bistvu odnos, ki ga imamo do drugega in kakšne so potem te interakcije med dvema osebama. Spet lahko vzelaš tudi nek random film, zdaj bo rekel enega čisto naključnega a la V for Vendetta in pač gledaš pač iz zornega kota dvojine, je full fajn. Enkrat od 20krat, ko sem ga gledal, sem to naredil in je full dobro. Sklepne, film s kontekstom. Ja, pa glej, you can do that for your own fun. S filmom lahko delaš karkoli. No, ja, okej. Nismo šli. Nismo šli. Okej. Mogoče zdaj se zavajala, da jaz nekaj povedala. Kaj nam osebno pomeni dvojina in katera manifestacija dvojine nam je bila najbolj všeč? Nismo povedali, katera manifestacija dvojine smo imeli. Ja, to sem vas sprašala, niste povedali. Ja, pa dej, vse veš, kako je Sineva govoriva, no? No, v bistvu imeli smo, čisto hitro, Gaslight, spet družina, ampak malo pač psihoodnos, mož žena, ples v dežju, bi lahko rečem, da so ena ljubezen, bi lahko. Vikend, again, so smo imeli ful preveč ljubezni. In the mood for love. No, potem pa imamo Giornate particolare, ki je bil pa v tujstvu nekako. We need to talk about Kevin, naša predraga Tilda, pač odnos mati sin, sorry.
In The Bucket List pač prijateljstvo. Mi smo ga pač zbrali kot prijateljstvo, ker kot tujstvo so imeli na žurnate partikulare. Pa smo pa imeli v bistvu na koncu 4 verzije ljubezni, če tako gledamo, ne. Kar pač vikend je se pač poljuštulu na koncu, ker če ne bi bil in The New Girlfriend, ki bi bila pa pač dvojina v smislu notranja pač. Zdaj so to tulavke. No, toliko kot tebe. Top manifestacija dvojine. Ja, mislim, od teh filmov, ki sem jih videl, mi je bila najbolj všeč pač In the Mood for Love pa Una Giornata Particolare. Se mi zdi, da sta bila tudi najbolj zanimiva filma za razpravo. Za filozofsko, pa štira. Ne, se strinjam. Ja, pa kimam že. Ja, pa kimam že. Minuto. Ja, vsekakor sta bila ta filma. Ok, jaz bi mogoče to še pač Ples odežil kot res dober primer slovenskega noir filma, ki ni samo to, je še marsikaj drugega skrivati. No, kaj pa ti? Meni bil Weekend. Najbolj tak pristni reali. A mene čakam zdaj. Ja, jaz bom pač se veš, kaj bom rekel, no. Ja. Žurnata Particolare, mislim. Ta film sem jaz dal veto, da ga pač moramo imeti. Pač, ne, tako da. Zato, ker si se zmenil, da bojo Marili to raziskovala 2 projekcije. Ne, nisem se zmenil, Bog ne daj, ker sem ga hotel vsaj nekrat v živo srečati. Ampak mi ni ratalo. Tako da pač it ain't happening. Da potem počakam z bucket list. To je bilo dejansko na mojem bucket list in se ne zajebavam, ampak pač očitno ne bom mogel. Tako da ja. Ne, jaz bom rekel absolutno na Giornata Particolare. Še posebno to novi verziji, ki smo jo gledali. Ja, super. In The Mood for Love in Gaslight. Meni je Gaslight cool, ampak to iz pač zdaj ta, ker sem malo zaljubljena v Ingrid. In zaradi tega, ker sem zaljubljena v črno-bele stare filme. In pač te 40s, 50s. Je super. Tako da je to dvojeno. Mi je pa bilo pač iz različnih razlogov, ne vem. In The Mood for Love mi je bil cool zdaj tega, ker je bil drugačen film. In ker je bil v bistvu zelo preprosta zgodba in lepa, pač vizualno lep film. Pa cool muska je, 2 komada, cel film. Mislim, to imaš me tudi jajca, ne, da narediš ko film, ker ima sesam enonsko. Pa daš to musko pač govor iz pač ulice, pač od Mussolinija in Hitlerja. A pa to ne, to so tudi bolestne. In pač vse ostalo, kar je pač to bile bi me namorate. Kaj nisem vedela? A mogoče kdo iz publike še kakšen top film za priporočati, še kakšno drugo dvojino? Kaj me bilo posebej všeč? Zakaj niste ta gazvodove dvojine, ko se jo vsi čakate? Zdaj, če ne bi morali poklicati Neca Gazvoda za pogovor in to bi bilo logistično točko. Fuck. Začakal se to ljudi. Ne, se ne. Ništa. Noben ne gledam, noben film. Karkoli nas lahko tudi vprašate. Mislim. Kaj pa ste namenili za drugo leto? To pa ne izdam. Ne znam. Hashtag top secret. Ne mislim, zdaj smo šele v... Ko bi imamo itak te Google Docs, severno zadeve, kamor se meče stvari in je nekak tem na... Mislim, da eno smo zdaj izbrali počasi. Na tepihu. Nekaj pač... Alex si izbral. Pa če ste se tudi vi strinjale, no? Jaz sem gavč. V glavnem pač smo še v tem stadiju, ampak pač po mojem do poletja ti bomo povedali kaj prej, ne? Ne. Ne. Pač, objavili bomo po septembru tako letos. Prav. Pa oktobra, odvisno, da začnemo. Če gremo pač, kar smo pač pregovorili, mogoče bomo malo kasneje začeli. Mogoče samo en predlog, če se vam da to narediti. Poletje, če si pridem pa narediš vsaj izpite, traja 3 mesece.
imaš ful enega časa, tako da če sem dan narediti en seznamček, mogoče objavite na strani društva, kaj bi priporočali ljudem za ogled čez poletje. Ne, sorry, to smo že zmenili s koridorjem. This message was not endorsed by anyone. To ni reklama, ampak smo že zmenjeni z Veroniko, sorry. Ampak lahko damo link. Lahko damo link. Lahko pošeram link. Evo, lahko pošerate link. Link section. No, če, pa smo potem konec. Pomajem, da smo koncali. Danes imate dovolj, zdaj pač še glede, da smo na koncu. Jaz kot očitno glavna oseba tle. Kaj bo mogla? Ne, hecam se. Zahvalil bi se vam, oziroma tudi vam, ki gledate tam pač YouTube, tiste dve osebi, ki to pogledate. Ja, to snemamo za YouTube, pač. Jaz smo pozabili povedati, snemamo se, Julija, imaš tvoje monologce gor. Seveda vem, da te bo ful bad, ampak ne. Gledali smo, da pač na koncu in pač bomo počasi izbežali iz Trubarjeve. Se pač bi rad zahvalil Trubarjevi predvsem, ki nas pač prenaša. Včasih je dobesedno prenaša, tako okej. Koridorju za pač reklamo in pač vedno vesno pokrivanje naših dogodkov, tudi na splošno društva, ampak pač predvsem filmskih, tem norcem in še Toni, ki je dol pač nekje na nekom otoku. Ja, no, pač zahvalil bi se vam vsem, vidimo se verjetno novembra, bomo še videli. Bo po mojem zelo verjetno ostalo kar prvi torek v mesecu. Fiks ne, pač ne damo ga, sorry. Minano. Prvi torek v mesecu. Ljudje umirate, tako da mogoče. Ja, glej. Mislim, naredijo vredno, da se pridejo gledati. Znači, ja, pač hvala vsem, ki ste prišli, hvala vsem, ki Ker nas prenašate, ker ste še tle, glede na to tudi neumnosti, kak klatimo včasih. In hvala, ko boste še prišli in lepo se Ja, upam, da vas nismo pač prestrašili. Sezona je konec. Sezona je konec, gremo pit.